Največji izziv, ki sem ga imela na tej poti, je bil definitivno ta, da sem Gaja Prestor in z glasbo se ukvarjam že od majhnih nog. V bistvu tisti trenutek, ko sem jaz se odločila nekako, da je to, kar si želim početi v življenju, je, ko sem v pevskem zboru v prvem razredu dobila prvo solo vlogo in prvič stala na odru z mikrofonom v roki in sem se enostavno zaljubila v ta občutek. Največji izziv, ki sem ga imela na tej poti, je bil definitivno ta, da se je predvsem v osnovni šoli veliko otrok delalo norca z mene. Ko sem izdala moj prvi komad, je bilo tudi ogromno enih hejtov, in kar je itak vedno prisotno, ampak se mi zdi, da moraš pač res verjeti vase in zaupati procesu, ker nikoli ne boš vsem všeč in vedeti pač nekako, zakaj to delaš in imeti vedno pred sabo nek ta dolgoročen cilj. Največ motivacije mi je dal tisti občutek, ko sem stala na odru, ko sem videla polno dvorano ljudi, ki je v bistvu prvič, pel mojo pesem. To je res en tak občutek, ki ga ne znam opisati, in jaz sem v bistvu na odru res najsrečnejša, taka nisem nikjer, in se mi zdi, da ta občutek je tako vredno loviti in vredno čakati na njega in delati za njega. V današnjem svetu je itak ogromno enih stvari, ki se mi zdi, da se jih ljudi moramo sproti učiti, od kuhanja, od uporabe različnih aplikacij, sploh recimo tiste, ki delamo tudi na social mediji, se mi zdi, da se moramo stalno nekako izobraževati, in jaz se zelo rada učim nove stvari. Danes sem se na primer naučila nekaj novega, in to je, kako preklopiti neo, kar ni taka stvar glih zame, ampak se mi zdi, da mi je kar dobro šlo. Da sem preklopila neo, sem potrebovala v bistvu samo par sekund. Ful dobro, da sem lahko se to naučila ful hiter, zato ker mi bo potem ostalo danes dosti časa, da lahko ga porabim za biti v studiu in vaditi.